V ponedeljek 2. novembra je na Nastanitvenem centru v Šentilju obiskal evropski poslanec Milan Zver in si v spremstvu vodje centra Rudija Goloba pogledal sam center. Rudi Golob ga je seznanil z razmerami v centru, kako funkcionirajo posamezne službe. Razen recimo nekih od polnoči pa nekaj do 6 zjutraj. Ja, ker oni tudi z avtobusi, če se ne motim, jih odvažajo in 50-60. Avtobusi kar tja pripeljejo, direktno? Ne. Avstrija jih od tam odvaža, ne? Pri nas pa pride. Ja, pri nas pa pride avtobusi, bodisi direktno v center noter, tako da samo izstopijo, pa zdaj je bila tu narejena nadomestna oziroma začasna železniška postaja, Da ne hodijo skozi vas. Da ne hodijo skozi vas, ja, pa relativno možno, kako je to. Mi pač probamo z temi službami poskrbeti, da je Se zgubijo, se nazaj dobijo? Ja, recimo se pišejo gor. Ne vem, zadnjič je ravno en, ko smo imeli zraven, ko arabsko je brala, da je on bil tu in da gre naprej v Nemčijo, ki ga išče, recimo. Ja, to je dobro, glasno diske. Ja. Če pa je kakva urgentna, pa problem je za prevajalci se dogovoriti, pa oni nekaj čez šotore se doči. Imajo prevajalci samo ali? Ne, to pa zagotavlja UNICEF, Združeni narodi za begunce. Imamo zdaj nekaj kurdskega jezika, nekaj arabskega, farsija. Inačice, ja. Milan, malo bo tja.
Popolno to tudi, če gre za kakih desetletja nazaj, se možnosti včasih tudi pred nami v Nemčijo, pol pa so še žene zadnji nas. Samo tisti je bil neki normalni tok, ne? Ja, zdaj pa je gruča. Vsi zmorejo, brez ljudi. Ja, ampak skupine so v tej rundi res zanike. Tako da verjetno na tej rundi. So med sabo tudi organizirani, imajo svoj red znotraj skupin. Včasih koga poskusiš tako privesti, kdo je tisti ponovadi, kakvi angliški, so pa dodal kakvi voditelji. Na nek način morajo funkcionirati. Ampak dejansko delajo kot ovče črede. To bo vsi zanimivo praviti. Saj zdaj, ko recimo čaka, da grejo proti meji dol. Bolj pa je samo pravilničnejši. In on? Ja. In potem vsi ti sporočijo, zdaj tako imamo kapaciteto 500 mesec, poleg 500. Ja, ampak je težko 500 in je težko 500 več, zdaj pa jih je 500. Pač čaredni nagon, neverjetno dela in one krsti, ki vidiš kako mongolska priti tudi. Greva še malo bolj. Dejansko raznih medsebojnih izgledov, nekako ne mož zaznati. Imeli so sicer na začetku takrat jedinnosti. Po ogledu tega centra in seveda tudi v spominu imam vaš nastop pred enim tednom v Evropskem parlamentu. Kaj reči o tem, kaj ste videli? Ja, nič nepričakovanega, več ali manj sem videl, da je na slovenski strani situacija dokaj urejena, pod nadzorom, da veliko ljudi dela, da je Slovenija praktično v tem oskem grlu svoje države optimalno aktivirala vse svoje potencijale, tudi človeške resurse, tukaj pomagajo Rdeči križ, filantropija, Karitas predvsem, tudi v mednarodnih sestavah, predvsem pa sem vesel, da tukaj vidim, da vojska in policija skupaj varujeta in nadzorujeta to območje. To pomeni, da vojaki upravljajo tudi določene policijska pooblastila, naloge in to je zagotovo v bistvu pripomoglo k temu, da imamo na meji mir. Povejte mi, na osnovi tega, kar ste videli, morda lahko pričakujemo še kak vaš nastop v Evropskem parlamentu na to temo? Zagotovo poskušamo na vsak način pridobiti tudi kakšnega avstrijskega kolega ali kolegico iz Evropskega parlamenta, kjer bi lahko skupaj dali pobudo, predvsem pa ta hip najbolj potrebujejo zahvalo in podporo vsi tisti, ki neutrudno delajo noči in dneve tukaj, da zagotavljajo in preprečujejo humanitarno katastrofo in zagotavljajo red in varnost. Povejte mi, v Štrasburu oziroma Bruslju se kaj sliši o namerah Nemčije, da zapre mejo? Ne sliši se to, običajno res visoki politiki o tem ne govorijo oziroma uporabljajo drugačno govorico kot tisti, ki se morajo na operativni ravni s to zadevo ukvarjati. Tako da recimo nemški notranji minister govori popolnoma drugačen jezik kot predsednica oziroma kanclerka. To pomeni, da ne moremo zaznavati bodočih potez posameznih vlad zgolj po govorih njihovih predsednikov vlad ali šefov držav, ampak moramo v bilateralnih odnosih z temi državami na operativni ravni se dogovarjati in usklajevati vse poteze. Jasno je, da Nemčija počasi postopoma zapira, sprejema ukrepe, ki otežujejo
prost pretok ljudi, beguncev in pa imigrantov. Enako dela tudi Hrvaška, seveda, Avstrija, morali pa bi seveda tudi mi. Praktično bi morali biti priprave za zaprtje južne meje pri koncu in Slovenija bo to morala malo storiti. Sočasno, kot bi to storila Nemčija in Avstrija. Vsako uro zamude pri tej zgodbi bi pomenila katastrofalne razmere za Slovenijo. V spomin mi prihaja opozorilo predsednika Slovenske demokratske stranke in državnozborskega poslanca Janeza Janše, kjer je že zdavnaj opozarjal, da v primeru, če Nemčija in Avstrija zapreta svojo mejo, Slovenija postane žep migrantske krize, kar pomeni, da enostavno stvari ne bodo obvladljive. In če že zdaj se spomnim, v Sloveniji do danes prišlo okoli 130 tisoč migrantov, odšlo nekaj več kot 90 tisoč, se pravi, nekje manjkajo ti migranti. Jaz sem prepričan, da ne gre zgolj za statistično napako ali pa napako pri registraciji in narobe seštevanju, ampak se marsikaj veliko število teh ljudi izgubilo po Sloveniji. To pomeni, da jaz mislim, da so to predvsem tisti, ki so prišli ali so se na Balkanu pridružili temu valu beguncev in pa imigrantov in ti bodo zagotovo v moji oceni ostali v Sloveniji. Hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam. Tako, hvala lepa. Dajte bomo rajši vstali. Zakaj pa? Zakaj pa? Zato, ker nas bo šef videl. Lepo vas prosim. Je že v redu. Medtem, ko sem spremljal obisk evropskega poslanca Milana Zvera v nastanitvenem centru Šentilj, se je na novi začasni železniški postaji ustavila kompozicija iz Dobove, v kateri je po moji oceni kakih 800 do 1000 migrantov.